Dobar dan, gospe in gospodje. Začenjamo tiskovno konferenco predsednika republike, dr. Danila Türka, ki smo sklicali na temo aktualnih notranje političnih razmer v naši državi. Z minulih dneh je bilo kar veliko vprašanj, tako smo se tudi odločili za sklic te tiskovne konference. Prosim, predsednik. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Kot je ravno tako povedal gospod Lajovic, res je, da je pretekli dni bilo kar nekaj vprašanj. Zdelo se mi je zato, da najprimerneje, da se srečamo na priložnosti, kot je ta, in da se pogovorimo o trenutni politični situaciji v Sloveniji. Ta situacija se opisuje na različne načine. Včeraj je predsednik vlade izrečno govoril o krizi koalicije. Ni dvoma, da je v dogajanjih zadnjih dni jasno, da je koalicija zašla v krizo, ki bo potrebovala resno preučitev in reševanje. Sam bi pa dodal, da je ta kriza vladne koalicije del širše krize strankarske politike v Sloveniji. Pri nas imamo že dalj časa problem z omejenim vidnim poljem naših političnih strank. Te so zelo posvečene svojim problemom in svojemu pogledu na reševanje splošnih družbenih vprašanj. Vladna koalicija je zato zašla v položaj, v katerem je vlada izgubila znaten del svoje operativnosti. Medtem ko vidimo v parlamentu izrazito močne opozicijske impulze, take, ki pogosto otežujejo pogled na celoto in prehajajo v destruktivnost. Posledica tega je, da tudi parlament ne opravlja svoje zakonodajne funkcije na zadovoljiv način in da se referendumi, ki smo jih že nekaj imeli in ki se nam še obetajo, kažejo kot način, kako parlament prelaga odgovornosti zakonodajalca na volivke in volivce. Tak razvoj ni dober in ne sme dolgo trajati. Zato se zavzemam za rešitve, ki bi v razmeroma kratkem času, mogoče do poletnih počitnic, razjasnile situacijo. Sedaj smo v položaju, ko nas čaka razprava in odločitev na referendumu o pomembnem vprašanju, ki zadeva položaj ljudi v Sloveniji, to je vprašanje pokojninske reforme. Verjamem, da je najbolj smotrno ta čas do referenduma o pokojninski reformi posvetiti prav temu vprašanju, zaradi njegove pomembnosti. Pokojninska reforma je pomembna za vse nas v Sloveniji in temu je treba dati prednost. Verjetno pa je potem treba zelo hitro in zelo resno pristopiti k vprašanju političnega položaja v državi širše in poiskati dobre odgovore. Pri teh dobrih odgovorih verjamem, da se ne bo mogoče izogniti vprašanju predčasnih volitev. Nastaja vtis, ta vtis se ves čas krepi, da bodo predčasne volitve potrebne. Temu vtisu je privrženo kar precejšnje število ljudi, tudi javnost se temu čedalje bolj pridružuje, tudi znaten del političnih strank zastopanih v našem državnem zboru je v tem položaju. Moram reči, da kot predsednik republike seveda o tem razmišljam. Če bi v našem sistemu obstajala pristojnost predsednika republike, da parlament razpusti, bi verjetno v tem času razmišljal že o tem. V takem položaju, kot ga imamo pri nas, seveda to ne obstaja, naša ustava te možnosti ne predvideva, predvideva druge možnosti, druge načine, po katerih se lahko pride do predčasnih volitev, če so te potrebne. Rekel bi še to, v tem trenutku ni priložnost, da bi podrobneje računeval razne možne scenarije. O tem je veliko napisanega in o tem se veliko govori, ni stvar predsednika republike, da te scenarije opisuje. Rad bi pa spomnil, da sem tej vladi večkrat svetoval, kako naprej. Decembra lani sem predlagal, naj vlada določi kratek in jasen spisek svojih prioritet, da zgradi okrog tega zakonodajni program in da pridobi podporo v državnem zboru.
Ker se spominjate, je vlada v januarju tak spisek prioritet izdelala in ta spisek prioritet bi lahko bil podlaga za nadaljnje delo. Vendar si je vlada dovolila, da je prišlo do določene razvodenitve osredotočenosti vlade in da je prišlo do položaja, v katerem je na dnevnem redu cela vrsta zelo različnih vprašanj. Zato pristop, ki sem ga predlagal še decembra lani in ki je bil v prvih 2 mesecih letošnjega leta videti zadosten, v tem trenutku ne zadošča več. Treba bo širše pogledati politični položaj in poiskati poti naprej. In zato ocenjujem, da je verjetno pot naprej taka, da bo zahtevala predčasne volitve. Toda tudi, če do predčasnih volitev pride, bi bilo iluzorno pričakovati, da volitve same po sebi že dajo rešitev. Potrebujemo veliko več. Potrebujemo streznitev. Streznitev vseh političnih strank in bistveno povečanje privrženosti skupnim rešitvam. Rešitvam, ki potrebuje država kot celota. Potrebujemo bistveno povečanje sposobnosti oblikovanja nacionalnega interesa. Nacionalni interes ni izmišljotina, nacionalni interes ni ideološka kategorija, nacionalni interes je vitalna potreba države in prebivalstva te države. In stvar odgovornosti političnih dejavnikov je, da zgradijo mehanizem komunikacije, da ustvarijo take politične procese, ki bodo omogočali oblikovanje, artikulacijo nacionalnega interesa. To je moj pogled na današnje razmere, ta pogled sem vam želel predstaviti, seveda sem pripravljen odgovoriti tudi na vaše vprašanje.